Na današnji dan, 12. maja 1988, smo se številni Slovenci, predvsem s podeželja, odzvali povabilo Ivana Omana, Franca Zagožna in v Unionski dvorani v Ljubljani začeli demokratizacijo Slovenije. Slovenska kmečka zveza, ki je bila ustanovljena na ta dan, je bila znanilka slovenske pomladi. Prizadevala si je predvsem za pravice ljudi, ki živijo na podeželju, pravice kmetstva, med drugim pa smo si zastavili tudi zelo velike politične cilje. Osamosvojitev Slovenije, vzpostavitev parlamentarne demokracije in spoštovanje človekovih pravic. V teh letih, od leta 1988, nam je Slovencem marsikaj uspelo. Imamo svojo državo, vključili smo se v Evropsko skupnost, NATO nam zagotavlja kolektivno varnost in sedaj, ko smo mnogi že mogoče mislili, da so mnoge stvari že samo po sebi umevne, se zopet pojavljajo ključne potrebe po zagotovitvi nekaterih stvari, za katere smo si prizadevali takrat leta 1988. Varnost, tako ta tako imenovana vojaška, teritorialna, prehranska, na kar smo opozarjali tudi že leta 1988, kakor tudi energetska. Leto, ki je za nami in zadnji 2 leti pravzaprav, sta leti, ki so jih zaznamovali zopet upori kmetov širom po Evropi. Sam sem se tem uporom tudi pridružil, kajti mislim, da je marsikje, tudi v Evropski uniji, včasih zmanjkalo zdrave kmečke pameti, na katere sta nas spominjala naša velika vzornika Ivan Oman in Franc Zagožen. Upam, da jo bomo v prihodnje zagotovili, tudi s tem, da bomo imeli poslance, ki razumejo te potrebe v Evropskem parlamentu. Sam sem vam prizadeval in letošnje leto, 9. junija, na listi Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 3. Kolikor mi boste izrazili zaupanje, se bom boril za iste stvari, kot sta se borila Franc Zagožen in Ivan Oman daljnih 36 let nazaj.